nobenega speecha pripravljenega, ker smo humble. Ne, nismo zares nič s pričakovanji šli v to, ampak vedno je lepo, ko dobiš potrditev, da to, kar delaš, se dotakne ljudi, tako da meni je šlo kar na jok. Pač. Tako, zelo lep večer in vsi nastopajoči so imeli tudi brutalne nastope, tako da je nasplošen vibe bil tak magičen in potem še to, tako da pika na i, no. Blaž je začel naš band in je bil kle z drugimi pevci in z drugim bobnarjem in zdaj mislim, da je ustvaril neki, mislim, da smo zdaj complete, mislim, da je to naš sound, mislim, da je to zdaj celotna ekipa in da bomo vsi mi, ki smo zdaj kle delali naprej kot kreera, tako da povej oče benda. No, hvala ti, mati benda. Kot ti Tija rekla, ful je lepo dobiti potrditev, da pač nekaj, kar ti delaš, tako umetniškega, da se dotakne ljudi. To je itak the best, ker ful hočemo imeti nek originalen sound in tako hočemo nekaj drugačnega narediti, tako da je ful lepo, da tudi če nekaj malo drugačnega delaš, da še zmer se tako sprejme. Drugač pa tudi ta izziv, ki so ga zastavili, da se cover igra, je bil tudi ful fajn. Coverjev se velikokrat spravimo delati, ampak nekako ne gre nikoli čez. Čisto imamo preveč svojega dela, čisto imamo preveč za povedati, no, tako. Tako da ta je bila taka zabavna domača naloga, no, v bistvu. Tako da je bil tak lep izzivček za nas, no. Jaz sem si zmanifestirala ta band. Kakor sem rekla, Blaž je oče tega benda, bo povedal, kako se je zares vse začelo, ampak jaz sem enkrat sam rekla, sem delala z nekimi producenti kot solo artistka, pač kjerakoli matrica je bila, sem jo pobrala in to je bil in trap in pač od do, ampak enkrat sem si rekla, jaz zdaj pa resno Tija, zdaj pa se vzem v roke, zdaj pa aktivno manifestiram band. In pol mi je pisal Blaž in midva v bistvu živiva tako iz sosednje vasi sva, lahko bi se najina pota križala prej, ampak se niso. In pa sem bila tako zdaj čas in on je bil tako, mi te rabimo in evo nas. Imaš še ti kaj? Ja, mislim, tole s Tijo se je pač neverjetno šlo, da v bistvu sva bila toliko blizu drugega, ampak nisva vedela za svoj obstoj, pa sva skozi nek skupen kontakt pač prišla skup. Drugač pa res skozi toliko različnih poti smo se prekrižali. Pač Matjaž tukaj je iz japonščine prišel, od punce, ki sta bila skupaj, pol Eva je sestra od Matjaža. Eva je sestra od Matjaža in ona je rabila po moje leto, dve, da je prišla k nam. Nikoli mi ne bo jasno, ki je njo skrivil ali ne skrivil. Ampak Leonček, poslušajte to, mi smo izgubili bobnarja, nekako je vsem bilo jasno, da ni več za nas, on ni bil več, bil v drugem bendu, v glavnem midva cela potrta, šli smo iz te kave, ker smo se zmenili, da je pač konc in midva tako, kaj bomo zdaj, pač mi smo brez bobnarja. Pišemo našemu producentu Pavkotu, shout out, res legenda, pač, a koga poznaš in naslednji dan je bil Leon z nami. Pač, in midva sva se sekirala in to je šlo najbolj gladko možno. Usodica. Vse pa malo. Mislim, Blaž ima veliko prste vmes pri našemu soundu, veliko naših komadov se začne z njegovo kitaro. Sva imela pa tudi že podvige, ker sva vsak delala nekaj svojega. Jaz sem napisala čist tekst z melodijo, z vokalno linijo, prišla na vaje, on je bil tako, jaz imam pa to na kitari, jaz sem bila tako, jaz imam pa to, dajmo probat in se je šlo in imamo en lepših komadov. Tako da... Tudi zdaj smo tudi začeli tako bolj, ker jaz sem imel na začetku itak ful veliko idej, s katerih smo lahko šli. Zdaj smo pa začeli tako ful skupno delati na placu dejanskem, tako da zdaj je pa se mi zdi res tako koherentno, tako tudi Preden je bil band sestavljen, je bilo že ene par tvojih komadov, ki jih je bilo treba dokončati, ampak zdaj, odkar imamo Evo, zdaj bo 1 leto približno. Zdaj enkrat je ta birthday, ki je Eva prišla v naš band, zdaj pa se mi res zdi, da imamo complete sound s synthom in z vsem in zdaj je pa taka čisto neka nova era, kreera za nas.
Kaj pa vem, sej pravim, so bile težave, ampak se je vse vedno tako išlo, da je vodilo v pravo smer, da nas je zdaj sestavilo to, kar smo. Ampak ja, sigurno... Vsega pomal. Pač. Ja, mislim, sigurno so težave. Kot mlad band je težko začeti, težko najti neke špile, zato smo zelo veseli, da smo tukaj dobili priložnost in da se je išlo tako, kot se je, ker mi imamo veliko za povedati, sam rabimo, da nam en da prostor, da povemo in da najdemo svoje ljudi. Ja, danes. Ja, danes, kako pa? Mislim, zdi se mi, da je najlepše, saj pravim, kot mladi bendi smo na veliko nekih natečajih in tako. To je vedno super, zato ker se spoznamo z drugimi skupinami, kar je pač sam the best, pač več dobre muzike, boljše. Ampak najlepše mi pa zdi, ko organiziramo svoje dogodke, ko je prav naš špil, ko folk pride nas pogledat ali pa kakorkoli že, ker tam se najbolj lahko sprostiš in res delaš, kar hočeš. Jaz lahko govorim, pa čeblam, kar mi paše, pa delam kakorkoli slabih, pa nimam timinga, pa delam kakorkoli slabih jokov, pa vse. Tako da, ja, pač, ker takrat se najbolj zdi, da je nek naš community. Ja. Wow, kdo je? Zakaj s mene pogledal? Zato, ker je smešen, ker jaz pa Blaž se ful štekava, on je res ena moja oseba, sem ful vesela, da sem te spoznala. Enako ti je. Ampak sva ful smešna, ker kdaj pa narediva neke komade in pol se vsak zapiči v neko idejo in pol se s tem, tam se pa zatakne. Ampak ne vem... Se midva najbolj pričkava. Ja, ampak se tudi ful štekava, tako da zato, ker se obema ful gre. Ja. Ne vem, kdo je največji. Ja, pač vsak vleče v svojo smer. Vsak ima svojo perfekcijo, I guess. Pa nek kompromis najdeva in pa rečeva, ok. Ja. Ne ti bo. Kdo je največji zamudnik? Kaj pa vem? Vprašanje je, kdo je največji zamudnik z denarjem za plec. Ampak to se zdi preveč agresiven napad. Tako da vsem smo ekipa, ne moramo se zdaj outati, če ste to hoteli od nas. Ne bomo začeli drame. Ja, nice try. Ne, raje se imamo kot to. Kaj pa vem, mislim, da vam mogoče, jaz pa Blaž največ organizacije, ampak itak vsak obvlada svoje področje, tako da smo ekipa. Vsak ima definitivno neko vlogo, ki je pač opravlja, ne? Ja, in to je lepota benda, ker smo mi, ker nisem sam jaz frontmanka, ker ni sam on na kitari, ker ni sam Eva, ker ni sam lalala, ampak smo mi in to je to. Kaj pa vem? Mogoče ni toliko v besedah, čeprav sem tekstopistka, pa mi besede ful pomenijo, ampak predvsem si želim, da začuti nek vibe, zato ker te komade, ki jih zdaj ustvarjamo, zdaj smo sredi snemanja našega prvega albuma, imamo že naprej komade, ki ne bojo del tega albuma in se mi zdi, da se že zdaj opazi, koliko je nek specifičen vibe teh komadov, ki smo jih naredili v nekem obdobju. In to je lepo, ker je del našega življenja, mislim, en košček življenja, en timeline, ki ga opišemo z vibom, z muziko. Tako da, če se pa folk najde v tem vibu, pa v nas, pa v tem, kar delamo, je pa še toliko bolj lepo.